In novinarji, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci Mlade Slovenije Podmladka Nove Slovenije. Najprej za uvod vsem skupaj v imenu Podmladka zaželim vsega dobrega v novem letu 2011, obilo lepih in kakovostnih prispevkov in objav. Zaenkrat pa hvala, ki ste prišli že takoj na začetku leta spremljati naš Podmladek. Slovenski študenti so že na začetku leta doživeli velik hladen tuš, nenapovedan hladen tuš. Namreč s 1. januarjem so se po večini gostinskih lokalov podražili boni za študentsko prehrano. V Podmladku Nove Slovenije se v tem trenutku zahvaljujemo ministru dr. Ivanu Svetliku in ponudnikom študentske prehrane za prelepo novoletno darilo, ki so ga poklonili slovenskim študentom. Študente namreč boli dejstvo, da podražitev bonov oziroma študentske prehrane ni bila nikjer predhodno objavljena ali napovedana. Študenti strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve sploh niso bili obveščeni o podražitvi. Gre za ignorantski, nepartnerski odnos, ki ga Vlada Republike Slovenije ima do slovenskih študentov. To je sramotno in nezaslišano početje. Ministra dr. Ivana Svetlika javno ta trenutek sprašujemo, zakaj ministrstvo, ki je odgovorno za izvajanje študentske prehrane, o podražitvi študentske prehrane ni obvestilo študentske javnosti in zakaj ni obrazložilo nenadnega dviga cen študentskih bonov. Študenti so bili včeraj neprijetno presenečeni, ko so jim gostinci na kosilu sporočili, da morajo za svoj obrok plačati več kot pa običajno, več kot pa pred novim letom. Študenti so sa strani Vlade Republike Slovenije ponovno dobili velik udarec. Vlada je s podražitvijo študentskih bonov novič pokazala mačehovski odnos do študentov in njihovih staršev. Po malem delu in pokojninski reformi je podražitev študentske prehrane najmanj, kar si študenti danes zaslužijo. Draženje študentskih bonov je nesprejemljivo, saj ne omogoča kakovostne prehrane za vse študente. Opozarjamo, da topel obrok, ki ga študenti dobijo preko študentskih bonov, mnogokrat edini topel obrok, ki ga sploh študenti zaužijajo čez dan. In da se študentska prehrana draži, podražuje, je velik udarec za študente. V Podmladku Nove Slovenije zahtevamo, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vzame pod strog nadzor vse ponudnike študentske prehrane. Glede na to, da so ponudniki študentske prehrane zvišali cene bonov, bi moralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve tudi zvišati subvencijo in tako študentom priskočiti na pomoč. Zato smo začudeni, da ministrstvo na ta način ni ukrepalo. Vlada na vseh področjih varčuje za vsak evro, za vsak cent in nedvomno bi morala vlada v času finančne krize pritisniti na gostince ter preprečiti dvig cen študentskih bonov. Opozarjam, tudi študentske organizacije imajo veliko denarja, velike proračune. Tudi one so odgovorne. One so tudi odgovorne za študente. In v tem trenutku bi lahko tudi študentske organizacije primaknile kakšen evro več v proračun za študentsko prehrano. Gostinci vsako leto dvignejo cene študentske prehrane na podlagi razpisa, ki ga izda Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Lahko rečem, da gre za neke vrste kalterni dogovor ponudnikov študentske prehrane. Namreč vsako leto se te cene dvignejo, nikoli se ne znižajo. Vsako leto. In v Ljubljani so se cene študentskih bonov v povprečju dvignile za 5%. Res, na prvi pogled to ni veliko. Toda po zdajšnjih izračunih so se cene študentskih bonov v gostinskih lokalih, ki so v bližini fakultet, dvignile tudi do 15%. To pa je že velik znesek. Pomembno je tudi dejstvo, da se prav v teh gostinskih lokalih, poleg fakultet, študentska prehrana vedno dviga za več odstotkov, kot pa drugod v drugih gostinskih lokalih. Mlada Slovenija Podmladek Nove Slovenije torej poziva ministrstvo, da ta trenutek nemudoma
dvigne subvencijo za študentsko prehrano in tako spremeni cene študentskih bonov, ki so veljale pred novim letom. V podmladku Nove Slovenije tudi sprašujemo vlado, koliko denarja bo študentom v bodoče še vzela, kdaj bo končno tega dovolj. Kot kaže pa vlada na čelu z ministrom Svetlikom sama kličeta po novih demonstracijah, novih študentskih protestih. Študentom bo končno enkrat tudi dejansko prekipelo. Mlada Slovenija, podmladek Nove Slovenije se je aktivno tudi vključila v zbiranje podpisov za razpis referenduma o zakonu o malem delu. Podmladek Nove Slovenije vso slovensko mladino poziva, da prispevajo svoj podpis, ter tako pripomorejo k referendumu. Namreč zgolj z referendumom lahko preprečimo socialno bombo, ki bo odjeknila z uveljavitvijo malega dela. Mladi moramo ta trenutek zdaj stopiti skupaj in preprečiti malo delo, ki ga je uzakonila mala vlada. Zakon o malem delu škoduje mladim, jemlje jim pravico do normalnega in kakovostnega življenja, dolgoročno pa ogroža slovensko družbo. Predlog zakona bo drastično poslabšal socialni položaj slovenskih študentov, saj je mnogim študentsko delo edini vir prihodka in dejansko socialno razbremeni tudi starše. Vlada tako uničuje slovenske študente in se ne zaveda, da je študij vrednota, da je študij nekaj, kar je naložba za prihodnost. Referendum je torej še zadnja možnost, da se prepreči revščino med slovenskimi študenti in dijaki. Zakon o malem delu je dejansko protištudentski zakon, s katerim vlada jemlje pravico do dela in zaslužka in vrača Slovenijo v neko obdobje pred letom 1991. Zakon o malem delu, če nadaljujem, je poguben, saj bodo dostopnost do študija imeli le tisti, ki imajo premožne starše ali pa so otroci tako imenovanih tajkunov, ki jih vlada več kot očitno podpira. Zato ni v korist normalni študentski populaciji. Nobena omejitev ni spodbuda za razvoj posameznika in družbe in malo delo pozna zgolj in samo omejitve. Torej podmladek Nove Slovenije poziva politične podmladke in ostale mladinske organizacije, da se priključijo zbiranju podpisov. Podmladki moramo ta trenutek stopiti skupaj, preseči strankarske in ideološke delitve ter se boriti proti malemu delu. V našem podmladku verjamemo v dolgoročni uspeh. Tako, zdaj je bilo še malega dela, ki je glih aktualna tema. Na vrsti so pa vaše vprašanja, tako da kar prosim. Ja, bom pa jaz. Se pravi, po tem zakonu ne bi preračunano študent lahko še vedno zaslužil 500 evrov na mesec. A se vam zdi, da je to premalo, glede na to, da je skoraj toliko visoka tudi minimalna plača s tem, da imajo študenti poleg tega še zaledje staršev? No, to so izračuni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, namreč študent bi zaslužil v povprečju toliko, kot dela manj. Ne? Zaledje staršev, kot kdo? Ne? A veste, študent, dam primer iz Prekmurja, nima državne štipendije, mora biti v Ljubljani, nima na voljo študentskega doma, samo za stanovanje da 250 evrov. Starši nimajo finančnih sredstev, da bi mu pomagali. Kako naj ta študent brez študentskega dela dejansko preživi? In konec koncev, zakaj bi nekaj količinsko omejevali? Saj bi lahko omejili študentsko delo oziroma zaslužek z davkom, z obdavčevanjem. Ampak ne samo z obdavčevanjem, vlada se poslužila omejitve tudi količinsko, koliko lahko nekdo zasluži. Koliko lahko nekdo zasluži omejitev in vsakršna omejitev ni dobrodošla za neko napredovanje posameznika. Če je nekdo sposoben, da lahko študira in dela po 8 ur na dan, zakaj pa ne? Če je nekdo sposoben, lahko.
potrebno se zavedati, da bo malo delo pripeljalo tudi do tega, da bo vse več dela na črno. Malo delo študentom dejansko onemogoča normalno življenje. V težavah bodo tudi podjetja, ki se bodo potem na vsak način posluževala pristopov, da bi nezakonito študenti delali pri njih. In vzporedno s tem, z malim delom, seveda se pripravlja tudi ta zakon o prepovedi dela na črno, ampak to je kontradiktorna so se ta zakona. Še kakšno vprašanje? Se bo pa podmladek, kolikor bo zbranih dovolj podpisov, se pravi 40 000, tudi aktivno nadalje vključil v samo referendumsko kampanjo. Tudi stranka bo sprejela določena stališča na eni izmed sej sveta stranke. Menimo namreč, da je ta zakon o malem delu tudi kontradiktoren samo pokojninsko reformo, ki tudi dejansko, kljub temu, da o tem zelo malo slišimo, tudi ne koristi študentom. A veste, problematičen je vstop mladih na trg dela. Danes, ko študent diplomira, gre na zavod za zaposlovanje, je brezposelna oseba. S tem, ko se podaljšuje dobo za upokojitev, se nekdo, ki je prej šel v upokojitev pri 63 letih, bo že šel pri 65 letih, se pravi se podaljša za 2 leti, bo nekdo, ki diplomira, čakal 2 leti, da bo prišel do prve zaposlitve, 2 leti več. Namreč vlada bi morala sporedno s pokojninsko reformo napraviti tudi reformo šolstva, na podlagi katere bi mladi lažje dostopali na trg dela, lažje do prve zaposlitve. In tej statusi, fiktivni statusi vpisa, so problematični zgolj in samo zaradi tega, ker se, ne zaradi tega, ker študenti delajo sporedno, ko študirajo, ampak zaradi tega, ker dejansko ne dobijo prve zaposlitve in iščejo alternative po diplomi in se vpisajo na druge fakultete, ki jih sploh ne zanima, zgolj ne samo zaradi statusa, zaradi tega, da lahko delajo. In to bi morala vlada nekako spodbuditi k prejšnjemu zaposlovanju mladih. Ni več vprašanj? Torej, hvala za obisk in lep pozdrav vsem skupaj, če pa še kaj rabite. Tako? Še pogovor z veseljem.